Gospod Rakovič, ali v Cerozu kaj razmišljate o prihodnosti, če začneva s tem? Vemo, da se čas temu odlagališču izteka. Ja, v vsakem primeru se vsak, vodja ali pa direktor mora vedno razmišljati o prihodnosti, kar je za nazaj je že stvar zaključena. Seveda se razmišlja, zelo delamo na tem, kaj in kako Ceroz bo deloval potem, ko bo enkrat polje, zaprto, ne. Tukaj je več možnih dejavnosti. Ena stvar je, da se zdaj še vedno trudimo, da bi dobili dodatno kapaciteto, ki bi lahko še za dodatna približno 2 leti podaljšali, tako da bi še lahko polje samo delovalo še naslednjih 4 leta. To bi bilo, v najboljših idealnih pogojih, vendar tukaj odzadaj so zakonodaje, treba dobiti vsa dovoljenja, ki smo zdaj v postopkih iskanja možnosti. Drugo, kar pa je pa tudi, se še vedno in nazaj še skladno z medobčinsko pogodbo je bilo že leta 2010, bi mogle občine nekako priskrbeti novo lokacijo po zaprtju, ki je bila predvidena približno 2 leta 2022. To se ni zgodilo, bila je takrat v planu, da bo to uredila občina Litija na lokaciji Kon. Imeli so, za samo pripravo dokumentacije težave z soglasji. Zdaj je tudi bilo sprejeto, da grejo še enkrat v ponovni postopek, proceduro, da vidijo, če bi lahko še vedno obstaja ena izmed teh možnosti. Mi smo tudi pozvali vse občine, če ima kakšna druga občina možnost, kako drugo lokacijo, vendar zaenkrat nismo še dobili nekega pozitivnega mnenja, razen to, kar sem pravkar že omenil. Je pa dejstvo to, da v vsakem primeru Ceroz tudi po zaprtju odlagalnega polja bo deloval normalno z vso funkcijo, z vsemi drugimi funkcijami, ki jih ima, vendar brez odlagalnega polja. Zato bo treba pa takrat v tistem danem trenutku pridobiti vse druge resurse, ki so možne v Sloveniji ali pa tudi mogoče kje drugje, ker tudi, če pogledamo, v Sloveniji je zelo malo odlagalnih polj, občin je 222, ali koliko jih je točno, in vsi morajo to nalogo opraviti, se pravi zbiranje, obdelava in odlaganje. Tako da tukaj bomo mi poskrbeli, da bomo pridobili vse, da bo lahko podjetje delovalo naprej v kakršnikoli obliki, takrat bo to delo. Z samim poljem je pa v vsakem primeru treba 30 let po zaprtju še izvajati vzdrževalna dela, monitoringe in vsa tista dela, ki pritečejo skozi okoljevarstveno dovoljenje naslednjih 30 let po zaprtju. Če se vrneva v sedanjost, kako ste zadovoljni s poslovanjem v preteklem letu? Ja, mi moram reči, da smo zadovoljni v zadnjih 6-7 let, odkar sem nastopil, da smo začeli s sanacijo. Sanacija je bila, kot sami veste, ste bili tudi vključeni pri samih informacijah, kaj se je dogajalo. Sanacija ni bila lahka. Skupaj z vsemi konsenzi, ki smo jih naredili, je sanacija zelo dobro uspela. Tako da poslujemo vsa leta od 2019 pozitivno, tudi leto 2025 je bil pozitiven. Odstranili smo vsa tista zaloge, ki so, bremenila samo okolje, podjetja in manipulativne površine, poplačali vse dolgove za dobavitelje, urejamo vse te vodotoke, ki so bili v tistem trenutku zelo pereči, in tudi, že smo začeli vračati tudi neplačane najemnine, ki so bile iz tistega obdobja pred to, če lahko rečemo, kriza ali pa kakorkoli. Je takrat, to smo začeli že tudi vračati, tako da bomo letos že 3. leto že vračali delno, počasi, tega ni tako malo.
z občinami imamo konsens, da jim postopoma to vračamo in nekako potem glede na delež, ki ga imajo, vsako leto po zaključku revizijskega pregleda ves dobiček namenimo zadnje 3 leta že v to povrnitev. Kako Zasavci zbirajo odpadke iz teh občin, ki vozijo odpadke k vam na Cerovsko? Zasavci, mislim, zbirajo jo komunale, ki jih pa pripeljejo k nam. Kako pa ločujejo, je pa, bom rekel, malo širša debata. Kaj ugotavljate? Kaj ugotavljamo? Težave, recimo? Ne, mi ugotavljamo, da imamo še veliko priložnosti. To je? To je, da je treba začeti, ker smo zdaj začeli že tudi z hrastniško občino, da bomo začeli z osveščanjem, z prikazom, kaj bi bilo boljše za nas, kaj vpliva to na okolje, kaj vpliva to na samo obdelavo, kaj lahko z tega naredimo, kaj je pravilno, kaj ni pravilno. Medtem ko jaz govorim s prijatelji, z bilo kjer znanci, kakorkoli, vsak misli, da zelo dobro ločuje, pa mu 3-4 primere povem, pa vidijo, da ni čistko. 3-4? 3-4, bom rekel, prvi je meni najbolj tisti, ki bi ga rad rešil na področju celega Zasavja, pa tudi, bom rekel, to prakso prenesel na celo Slovenijo, je kako ravnanje z biološkimi odpadki. Biološki odpadki, vemo, vsi jih imamo in to veliki jih dela, ampak prvo kot prvo, najbolj neprimerno je odlaganje bioloških odpadkov v kantu za biološke odpadke v vrečkah. To je najbolj neprimerno. To imamo mi neznosne težave s tem, ker mi naredimo kompost z tega, prve kvalitete, zelo zadovoljne stranke so, vsako leto jih vsega prodamo, oddamo, kakorkoli, in so vsak let kličejo, to je res noro, letos smo ga že prodali čez 200 ton. In imamo težave z vrečkom. To jaz mislim, da je treba prvo kot prvo začeti na tem, da je treba vrečke odstraniti, sama biologija, ki gre noter, pa začnejo govoriti, ja, jaz dam pa v biološko. Ok, in kaj se s tem naredil? Samo plačal si dražjo vrečko, pa nič nima proti tem proizvajalcem bioloških, ampak vendar treba je pojasniti. Ko pride biologija na naš center, moramo mi ta odpadek v 12 tednih obdelati v kompost. Kjera vrečka se v 12 tednih razgradi, jo ni. U nas je verjetno navadna 300 let, biološka pa ne vemo. Na nobeni vrečki ne piše, v koliko časa se razgradi. Ampak jaz pravim pa 150. Kaj še problem? Drug problem so elektronske zadeve, čez dalje več imamo vse to, kar se polni, vse noter so te litije baterije in čez dalje več teh izdelkov je tako narejenih, da se tudi zelo hitro pokvari. In to so vsi izdelki, za moje pojme, nevarni. Ker to vidimo pri nas, ko pride in pri nas je veliko odpadkov se obdeluje mehansko in pri mehanski obdelavi pride do poškodbe in ta baterija takrat zagori. Skoraj nemogoče je v kratkem času pogasiti. To gori, dokler ne izgubi energetsko vrednost. In se nam je že zgodilo na polju, ob sortirnici, v samem, bom rekel, zalogi, ki jo okoli, takoj prednji gre na obdelavo, v embalaži, vse posod se to lahko zgodi, da pride do požara. Tretje, kar je neprimerno računanje. Ni vseeno, a je embalaža, gre v embalažo ali gre v mešani komunalni odpadek. Če gre v embalažo, jo mi obdelujemo lažje in z tega gre naprej. Če gre v mešani komunalni odpadek, je noter tukaj ni drugih odpadkov, je že kontaminirana, je že slabše kvalitete, je že težko prodajljiva kot sekundarna frakcija. In mi opažamo, da je še vedno v mešanih komunalnih odpadkih preveč embalaže in preveč biologije. Jaz smatram, da je to sama malomarnost in to se da popraviti. In to je naša naloga naslednje leto, 2, obveščanje in pojasnjevanje, kako in kaj je pravilno. To, bom rekel, na kratko par istočnic.
Hvala lepa. Letošnje leto, kaj bo še glavna naloga v Ceruzu? Naša glavna naloga v Cerusu bo tudi, da naredimo, bom rekel, tak dan odprtih vrat, bi rekel, da pridejo, mislim, mi imamo dan odprtih vrat lahko vsak dan. Nam lahko pride kdo, če, kdaj, če si bomo vzeli čas, če koga zanima, kaj je pravilno, pa kaj ni pravilno, ali pa da vidi, kako se z odpadki v naši regiji ravna. Zato ide. Rad bi pa, da bi šole, delamo zelo veliki z vrtci, s šolam, rad bi, da bi čim več jih prišli gor, ker otroci prej se to, bom rekel, zauzamejo kot za to, da morajo, kot pa mogoče starejši. Ne? In težko je pa reči, ko so doma že tako navajeni, pa več tam, ne? Dajmo malo. Se pravi, otroci vzgajajo starše. Fajn bi bilo, ja. Če bi nam kaj pomagali, bi se na nek določen rok nam to poznali. Hvala lepa, gospod Rakovič, in čim več uspeha pri vaših načrtih. Hvala.